Breaking Time s gosti, Kolumbija. Brez vstopnine. Drage dame, dragi gospodje, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci pred 65. jubilejnim pokalom Vitranc, ki se bo tule v Kranjski gori oziroma 2 km stran na Vitranški strmini začel čez 1 mesec in 2 dni. Kot lahko vidite, je v prestolnici alpskih športov Slovenije zima v zadnjih dneh postregla z izjemno naravno kuliso, torej za sneg se nam skoraj da ni bati, sicer pa kako izgleda na tekmovalni progi in tako naprej pa več v nadaljevanju. Zelo veseli smo, da je danes z nami minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han, sicer pa poleg njega z vami danes še županja občine Kranjska Gora, gospa Henrika Zupan, predsednik organizacijskega komiteja pokala Vitranc in ASK Kranjska Gora, gospod Gregor Benedik, generalni sekretar organizacijskega komiteja Srečko Medved, direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič in pa alfa in omega največjega slovenskega apreski Dejan Vindiš. Ok, predlagam, da kar začnemo pa kar z vami, gospod minister. Dogodki, kot je recimo pokal Vitranc z visoko medijsko pokritostjo, pa predvsem v razpoznavni tujini, so tudi zelo dobri za promocijo turizma oziroma Slovenije v svetu. Kot ministrstvo in pa seveda ostale agencije v vaši sestavi namenjate kar nekaj sredstev za njihovo izvedbo. Zakaj? Najprej lep dober dan, pa moram reči, da sem vesel, da vidim belo Kranjsko Goro in me je mogoče malo presenetiti. Drugo, kar bi vendar rad rekel, smučanje, alpsko smučanje ima po moje pri Slovencih nek poseben status. Pa ne glede samo za rezultatov, ampak 30 let nazaj, ali pa še več, je smučanje, alpsko smučanje bil številka 1 v športu. In verjamem, da bo temu tudi tako, ker takrat moramo v državi, v Olimpijskem komiteju, v smučarski zvezi narediti to, kar smo si zadali. Ampak to enkrat drugič. Drugo, pokal Vitranc je po moje najpomembnejših, najbolj atraktivnih in prepoznavnih športnih dogodkov v Sloveniji, ki ima seveda dolgoletno tradicijo in smo lahko na njega neizmerno ponosni. Eno je zato, ker je to res šport, ki ga Slovenci ljubimo, drugo pa, ker se dogaja v mojem lepšem, tu bo si za županja vesela v enem lepšem delu, najlepšem delu naše Slovenije. Jaz sem vesel, da smo se pred parimi leti odločili, da gospodarstvo, turizem in šport na nek način združimo. Takrat smo imeli vizijo, da bojo pogled, da bi lahko te 3 segmenti naredili neko sinergijo, kjer bi lahko seveda prek športa, ki so naši športniki naredili bistveno več kot vsa politika skupaj v zadnjih 30 letih, potegnili tudi Slovenijo v turističnem smislu in da, jaz mislim, da smo tle uspeli, treba samo nadaljevati in jaz bi se v imenu države, pa je imenu mojega ministrstva najprej zahvalil seveda prostovoljcem, ki sploh v teh zimskih športih v alpskem smučanju delajo nemogoče. Zadnje smo imeli že na tekmu, žensko tekmo tle v Kranjski Gori, ko smo videli, da so bile vremenske razmere drugačne, pa sem takrat dobil informacijo od, bom rekel, drugih predstavnikov, ki prihajajo v Slovenijo, to je na najboljših tekmih po pripravi v ženskem smučanju in ne dvomim, da bo tudi to vidno. Tako da jaz bi se gospodu Benediku, ki smo ga včasih gledali kot eno večjih legend, zahvalil, kaj delajo v Kranjski Gori, zato da je Kranjska Gora dobro promovirana in da je tudi Slovenija kot športna nacija in promovirati. Tako da, evo, hvala. A mogoče lahko še eno vprašanje? Lahko. Kaj pa mogoče, glede to, da smo že skoraj da marca, ne? Pa da se nam bliže... Ja, no, pa bom drugače vprašal, če je mogoče kaj ostalo v vašem predalu v ministrstvu, kakšna aktivnost, ki mogoče ne boste imeli časa izvesti, pa bi si jo želeli? Mislim, absolutno, tako v življenju nekaj stvari narediš, ampak ker smo ravno pri smučanju in ker sem že ima smučanje, alpsko smučanje v Sloveniji, vse tudi skok in tako naprej, poseben status, mi moramo narediti v tej državi, da bodo imeli naši smučari, mladi,
dobre pogoje, mi moramo narediti nek poligon, kjer bo lahko smučari in smučarke se razvijali in da bomo zopet, ne samo po organizaciji, še mogoče po športnih rezultatih zopet tako popularni kot tudi včasih. Hvala lepa. Gospod županja, gremo kar k vam. Letos bojo v Kranjski Gori kar 3 dogodki svetovnega formata, eden je že bil, 2 prihajata v marcu. Kako pa kaj prebivalci občine gledajo na to, so ponosni, v bistvu, da v zimski sezoni je dejansko Kranjska Gora kraj, pustimo zdaj Cortino, ker so olimpijske igre kraj za največ zimskimi dogodki v Evropi. Še en lep pozdrav z moje strani. Moram reči, da sem tudi jaz vesela, da smo dober smenik, ker letos se je zima res hecala z našim koncem Slovenije. Smo bili najmanj deležni v vsem času, zdaj le tokrat nam je bilo prizanešeno. Tako je, jaz moram reči, da smo zanesljivo ponosni vsi, da smo pač lahko organizatorji tako velikih dogodkov. Pač Kranjska Gora je več desetletij že gostiteljica velikih športnih dogodkov in še posebej pokala Vitranski letos praznuje 65 let. Skratka, ponosni smo in zavedamo se, da živimo v alpskem biseru, je pa to zanesljivo tudi določen pritisk oziroma obremenitev za vsakodnevno življenje. Prav zato se tudi naša marketinška kampanja, ki jo izvaja tudi Turizem Kranjska Gora, nekako naslanja na obiskovalce, da jih naslavljamo dobrodošli, uživajte, spoštujte, prav z namenom, da so spoštljivi do naše narave, do naših obiskovalcev in seveda na ta način nekako dosežemo ravnotežje med obremenitvijo in seveda tudi ponosom. No, pa smo ravno pri obremenitvi, morda vprašanje, kako pa s turistično infrastrukturo ustreza, recimo množici ljudi, ki prihaja v zimskem in pa predvsem tudi v poletnem času v Kranjsko Goro? Ja, zanesljivo je, bom rekla, poletna sezona zdaj že kar boljša, že nekaj let boljša kot pa zimska. Kar se tiče infrastrukture turistične, jaz mislim, da je zadovoljiva, kar se pa ostale komunalne infrastrukture tiče, se pa tudi trudimo, da nekako sledimo trendu, bom rekla, tako da zagotavljamo tudi kvaliteto na tem področju. Hvala lepa. Pa gremo naprej, Grega. V letošnjem letu je bilo kar nekaj vlaganj namenjenih izboljšanju tekmovalne proge. Pa lahko kar pogledamo par slajdov. Bilo je, dodalo se kar nekaj topov na snežno progo. Sicer pa Kranjska Gora postaja vedno bolj center slovenskega smučanja. 2 tekmi svetovnega pokala, lani paraolimpijska tekma, letos bančne igre. Poligon je bil letos decembra na voljo tekmovalcem slovenskim za treninge. Ja, lep pozdrav vsem, tudi z moje strani. Dejstvo je, da klimatske spremembe oziroma vreme, ki nas bo v prihodnjih letih sigurno spremljali, ne dopušča takih belih kulis, kot je danes že od decembra naprej, zato smo se lansko leto takoj po tekmovanju tudi lastniki Žičan, Smučarsko zvezo in z vsemi deležniki usedli, analizirali stanje in rezultat je, vidite tam negor, 10 novih topov, ki so nekaj najeti, nekaj kupljeni, nekaj dani v najem. Brez teh 10 topov situacije takšne, kot je danes na tekmovalni progi, ne bi bilo, oziroma bi bila zelo težka, tako da jaz upam, da bomo to nadgradili, tudi s pomočjo države, kar je že prej minister nekako omenil, še nadgradili celoten poligon in res naredili nek trenažni državni poligon za tekmovalce in pa seveda za oba tekmovanja, ki upam, da jih bomo lahko organizirali na takšen ali drugačen način, tudi v prihodnje. Kakšna je situacija na progi danes? Bela, vidite, proga je bila krasno pripravljena, tudi, bom rekel, tukaj je Andrej Šporen, vodja ženskega tekmovanja, aktiven pri nas v klubu, tudi v prihodnosti verjetno en nosilcev vsega tega, bo on par besed še on povedal, jaz mislim, da je priprava proge odlična, treba bo spremljati tedensko, kaj se bo dogajalo in progo pa četrtiti do tekme v marcu. Evo, damo kar besedo Andreju še za kakšno minutko. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Zdaj, progo smo imeli za žensko tekmo, kot ste videli tudi sami po televiziji, ste se lahko prepričali, res vrhunsko pripravljeno. Zdaj, skozi januar nam je sama baza ostala. Zdaj ta sneg, ki je čez padel, v bistvu zaenkrat ne dela kakšnih večjih problemov. Bomo nekje do, zdaj, kar kaže napoved naprej, je tako spremljivo vreme, tako da naslednjih 10-14 dni ne moramo kaj dosti delati, potem je v pričakovanje, da v drugi polovici februarja bomo še vsaj enkrat, če ne dvakrat z vodo preparirali samo progo, ta zgoren sneg v bistvu zlepili z spodnjim in količine snega so več kot zadovoljive v bistvu zdaj na poligonu in gledam kar z optimizmom naprej, bomo pa rabili še 2-3 dni mrzle, da jih izkoristimo za samo polivanje, tako kot smo tudi v decembru v bistvu edine 3 dni, ki so bili mrzli, izkoristili, da se lahko proga pripravlja in pri naši vrhunski ekipi, ki je z vsemi prostovoljci in pa tudi s pomočjo žičnic in njihovih delavcev, kar res obvladajo, jaz mislim, da bomo pripravili tudi moško tekmo na najvišjem nivoju. Hvala, Andrej. Še, mogoče Grega, date eno vprašanje, lahko bo tudi bi še kaj dodal, mogoče, ja. To, kar je Andrej rekel, sem tudi jaz hotel povedati, res smo vrhunsko ekipo, če se malo pohvalim, bi rekel, skoraj najboljše na svetu, nas vabijo tudi kamorkoli, da gledam, tudi želimo se kakšne izmenjave, smo že naredili. Drugače pa pomembna stvar, ko je prej minister omenil, da bi spet vrnili alpsko smučanje na mesto, ki bo gre. Hvala Bojanu, ki je danes prišel tukaj in tukaj je neko živa legenda, ali pa danes je te novi letih nazaj. Jaz upam, da po tej poti moramo iti, Andrej, vrhunski smučar, mlajša generacija, jaz sem bil neko vmes in upam, da bojo še mlajši prišli. A ti nismo legenda, ti nisi. Z Bojanom so bila 10 let skupaj tudi v Sopječe. Jaz upam tudi, da pač smučarska zveza, da bo, pa alpska disciplina, da bodo nek reset naredili, analizirali in v duhu odlične organizacije svetovnih pokalov in tudi s ciljem obdržati jih v prihodnosti tudi na tem področju obrnile krivuljo. Morda še datum snežne kontrole, 26.2. A ne? 26. Ja. Okay. In pa še eno vprašanje zate, Grega. Prej si omenil povezovanje. Eno izmed povezovanja se je tudi mini pokal Vitranc, prejšnji teden je bil, prijavljenih je bilo več kot 200 otrok, kar je tudi dobra popotnica recimo za neko nadaljnji razvoj alpskega smučanja, ne samo v Kranjski Gori, ampak tudi v Sloveniji. Ja, mini pokal Vitranc, pa smo se odločili za njega, pa smo se ga zmislili, tako rekel, mislim, da že 10 let nazaj. Število otrok je vsako leto isto, to se pravi, da te mladi skupaj starši in temi trenerji v nižjih kategorijah razumejo stvar, so pri stvari in to nadaljujemo. Še to, da povem, letos je prišla pobuda z Trbiža, oni so imeli letos svetovni pokal v hitri disciplina za ženske, smo pač sodelovali z eno od svojih ekip. To so tisti, rečemo in Picasso, tisti, ki štrihajo s tistimi črtami. Del naše ekipe, ki je tudi pri nas, je bil tudi povabljen v Engen kot odresevalci in ena skupina iz Engena letos pride na moško tekmo z isto funkcijo. Tako da tukaj so meje odprte, ideje so odprte in bomo tudi na tem področju probali narediti korak naprej. Ok, Grega, hvala lepa. Pa gremo naprej, Srečko. Začniva midva kar prvi pomenu pokala Vitranc za Slovenijo in pa za okolje. Minister je že nekaj omenil. Zdravljeni. Ne bi prav dosti razglabljal. Pokal Vitranc je pomemben za lokalno okolje, za širše okolje, celotno Slovenijo, v promocijskem smislu definitivno. Take promocije si v bistvu ne more, se težko plačaš, ko tudi dobiš s takim tekmovanjem. Druga stvar je seveda razvoj potrebne infrastrukture, ki je potrebna za izvedbo, pripravo izvedbe take tekmovanja v lokalni skupnosti, v Kranjski Gori. Tretji razvoj, tretji pomen je seveda finančno, se pride v kratkem času precej denarja v lokalno skupnost, širše tudi. In pa seveda vpliva tudi na razvoj športa, na
mlade tekmovalce, ki najdejo svoje idole v teh šampionih, ki bodo v Kranjski Gori konec marca in upamo, da bo pač čim več takih prišlo in tudi lokalni smučarski klub dela trdo na tem, da bi se ta baza mladih tekmovalcev perspektivnih, kateri se nudijo dobri odlični pogoji v Kranjski Gori, nekoč pojavljalo na štartu v Kranjski Gori. To so zelo osnovni vidiki, ne. So pa še drugi, recimo Pokal Vitrancev je velika priložnost za druženje, business to business, sklepajo se novi posli in tako naprej. Več pa ne bi. Gregor je prej omenil novosti, pa se bolj skoncentriral na progo. Pa da vam midno pogled, letos bo spremljalni program podoben lansko letemu, pa vendar nekaj novi obrazi. Ja, novosti so, lahko se delijo eno v infrastrukturo, to že Gregor omenil, kaj se je vlagal. Druga stvar je pa seveda ta obrobni program Pokala Vitranc, dogodki, ki se pojavljajo oziroma so organizirani v sklopu tedna Pokala Vitranc. To bodo, malo kasneje boste slišali več o tem apelskiju, slovenskem apelskiju v Kranjski Gori. Drugače pa se trudimo, se pravi, vsako leto nekaj dodati, nekaj obnoviti. Recimo optika je bila obnovljena v lanskem letu, tako da spet upravlja svojo funkcijo, tako kot jo pričakujemo vsi, predvsem pri TV produkciji, signala, kar je zelo pomembno, primerjanje časa in tako naprej. Kaj več ne bi, rekel, občina tudi priplastila kolesarsko stezo v področju ciljne arene. Prilagajamo se tudi z začasno infrastrukturo, se prilagajamo povpraševanju, če lahko rečem, in upam, da bomo uspešni. Pa ogromno investiramo v prepoznavnost tekmovanja, v prepoznavnost Pokala Vitranc Kranjske Gore, z vsemi temi dogodki, samo tekmo, s kvalitetno izvedbo tekme, in pa tukaj moramo omeniti naše partnerje, to je Media 24, ki nam ogromno pomaga, ogromno naredi na prepoznavnosti alpskega smučanja in Pokala Vitranc v Sloveniji. No, pa prva program si že omenil. Kar se tiče tekmovalcev, po mojih informacijah pripravljenih trenutno predprijavlja 30 ekip in vsi tisti, ki bodo nastopili čez kakšen teden v Bormiju in pa oziroma Bormiju, ja. Jaz verjamem, da če ima kakšen poškodb, da bodo vsi nosilci olimpijskih medalj v Kranjski Gori nastopili in pa seveda vsi ostali najboljši smučarji na svetu, v veleslalomu sami. In zelo pomembno vprašanje, kako pa je kaj s financami? To je pa vedno težko vprašanje. To rekel, tekma je težka, približno dobro 1.650 tisoč. Ta denar ni enostavno zbrati, nič več. En razlog je pa, že v Sloveniji vedno več vrhunskih športov, vedno več kvalitete v drugih športih, pa za sponzorji se obračajo drugim športom. Drug moment, ki tudi ni zanemarljiv, je, da slovenskega alpskega smučanja in uspehov ni takih, kot bi pričakovali. In to se tudi odraža pri sponzorjih. Tretji moment je pa seveda, da je manj zanimanja za sponzoriranje športnih prireditev, je pa seveda odnos lastnikov, novih lastnikov podjetij, ki pač lahko rekel, da tako imenovana družbena odgovornost ni več v prioriteti. Tako da je tekma naša je glavno prodana v tujini. Pokal Vitranc, če ne bi bila v tujini, bi zelo težko sfinancirali tak projekt. Tukaj se moramo zahvaliti ministru pa ministrstvu, ker je agencija Spirit en večjih sponzorjev, partnerjev Pokala Vitranc, kar je zelo pomembno. Pa seveda naši tradicionalni sponzorji, kot so NLB, Generali, Oakley in tako naprej. STO tudi ni enostavno, borimo se, upamo, da bomo zaključili uspešno, da ne bo kakšnega velikega minusa na koncu koncev, ampak tako še enkrat povem, v Sloveniji dobiti sponzorja za tako prireditev ni enostavno.
Se pa del prihodkov zbira seveda tudi s prodajo vstopnic. Mi smo kar sem prej omenil, z Media 24 naredili kampanjo, zdaj že 3. leto, nažalost je tista prvo leto odpadlo, da promoviramo pač ta dogodek po celi Sloveniji, v medijih. Pojavlja se res ogromno reklame in prepoznavnosti in vabimo seveda na vrhunski športni dogodek in pa vrhunski zabavni dogodek v Kranjski Gori. Jaz verjamem, da odziv bo, da bomo imeli polne tribune, da bomo imeli polno prizorišče, ker je seveda čisto nekaj drugega gledati tako tekmovanje pred praznimi tribunami ali pa pred polnim auditorijem. Nažalost, tako sem rekel, gledalci so, Slovenci smo navajeni uspehov, če uspehov ni tudi zanimanja za šport, nažalost. Hitro pa ne, ja. No, ampak ne glede na to, trenutno imamo na Eventimu akcijo za Valentinovo, ki traja seveda od včerajšnjega dne pa do 14.2. in so vstopnice po 10% znižane od aktualne cene, torej od predprodajne cene. Mogoče se dotakneva še vseh parkirišč, oziroma vsi tisti, ki bodo prišli v Kranjsko Goro, ki bodo lahko parkirali. Prometni režim je podoben kot vsako leto, parkira se v Kranjski Gori, nažalost so to plašljiva parkirna mesta, potem pa, če bodo vremenske razmere dovoljevale, bo parkiranje tudi v okolici neposredne bližine ciljne arene, to pa seveda brezplačno. Je pa seveda vse odvisno od vremenskih razmer. Če vremenske razmere zagotavljajo teren, na katero še lahko z avtomobilom, potem bo ta parkirna mesta sposobljena. Pa gremo zdaj kar naprej na Luko Vrančiča. Luka, turistična ponudba Kranjske Gore, ali pa bolj rečeno prestolnice zimskih športov Slovenije, je pestra, zato so dogodki, kot recimo Pokal Vitranc super, da lahko ustvarimo še kakšno nočitev. Vi se lotevate tudi kakšnih večernih koncertov z istim namenom. Kako vam gre pri tem? Hvala lepa, ja, tudi jaz bi vse lepo pozdravil tudi v Kranjski Gori. Bi rekel, sreča spremlja hrabre, in teh hrabrih v Kranjski Gori je res veliko, številni turistični delavci, številni športni delavci, se dnevno trudimo, da je našim gostom, obiskovalcem, pa tudi sobivanje z lokalnim prebivalstvom čim lažje, čim znošnejše, čim prijetnejše. Tako da seveda tudi če se navežem na vprašanje, prireditve v destinaciji so izrednega pomena. Praktično organiziramo ali smo udeleženi v preko 100 prireditvenih dni letno. Prireditve odražajo tudi živahnost destinacije. Večinoma so vse zelo dobro obiskane, sprejete, torej naši obiskovalci si tega živahnega vzdušja očitno res dobro želijo. So izvozni artikel, nedvomno prireditve svetovnega značaja najdlje popeljajo ime Kranjske Gore v svet, obenem pa seveda tudi zabavajo naše obiskovalce in poskrbijo za dobro počutje, kar pa je nazadnje najbolj pomembno. Pa da nadiva malo reklame, tudi letos imate kaj v planu za Valentinovo? Ja, seveda, Valentinovo sam po sebi je nek praznik romantikov. Če pogledamo ven, naravno preveč obširno razlagati, res je destinacija romantična in skupaj z številnimi gostinci, turističnimi delavci smo oblikovali romantični Valentinov paket. Povabimo, organiziramo tudi koncert Jana Plestenjaka zvečer v dvorani Vitranc, prav na soboto 14. februarja. Isti dan je tudi pusta sobota, torej ta dan bo še posebej živahna in pa začetek zimskih šolskih počitnic iz zahodne regije. Tako je eden izmed, seveda... Stotih dogodkov. Ja. Romantika bo popustila. Pa gremo pogled morda še iz zimske na poletno sezono, vedno bolj pomembno je, že prej Županja to omenila. Morda veš, odkot prihaja večina obiskovalcev poleti, pa večina obiskovalcev po zimi, če lahko leto razdelimo na ti dve obdobji? No, struktura je zelo različna. Doba bivanja je po zimi precej daljša kot poleti.
poleti nas obiskujejo gosti iz preko 120 držav sveta, po zimi je to nekje na 20-30 držav sveta, poleti večinoma Zahodna Evropa, overseas, skratka preko 120 držav, dočim po zimi smo pa bolj poznani v alpskih deželah in pa v deželah višje skupne države, tam največ obiskovalcev, beležimo pa močen dvig obiskovalcev tudi iz višegrajskih trgov. Moram reči, da tudi narava nas je dobro obdarila, smučarsko sezono smo začeli konec novembra, sočasno z adventnim časom in pa dogajanjem. In zdaj december, januar, lahko se pohvalim, imamo obisk dober oziroma boljši kot v pretekli sezoni, trend je pozitiven približno 15%. In verjetno tudi mi, da lahko dava kakšno željo na seznam ministra, recimo kakšen direkten let iz Zahodne Evrope, še dodaten, a ne? Ne bi želel biti toliko predrzen, ampak lahko pa se navežem na napoved, morda za naslednji mandat, upamo. Skratka, produkt, kot je alpsko smučanje, je za destinacijo izrednega pomena. Skupaj s prireditvami svetovnih pokali tudi izjemen izvozni artikel, nedvomno tudi zaradi tega večji obisk v poletnih mesecih, ko mogoče so počitnice malo daljše obdobje, trajajo, tako da bi si nedvomno želeli tudi malo boljših, mogoče športnih uspehov naših športnikov, ambasadorjev v prihodnje, to generira potem močno tudi povečuje seveda zanimanje za ta glavni naš turistični produkt, kot je alpsko smučanje. Ok, Luka, hvala lepa. Last but not least, Dejan Vidiš, oče DJ Time, danes pa eden ključnih mož največjega slovenskega apres-ski. Lansko leto je bilo ob polnoči še vedno več tisoč ljudi na prizorišču največjega slovenskega apres-ski. Ti si bil na odru, kako je bilo čutiti to energijo? V glavnem, jaz sem bil na odru in moram reči, da je včasih to kar težko opisati, te občutke, ko imaš več tisoč glavo, množico pod sabo, ki sledi ritmu, ki, če se preprosto izrazim, tebe Boga, pa dela eno tako prav posebno DJ Time telovadbo, oziroma če imenujemo apres-ski telovadbo, tako da to je res izjemno. In verjamem, da je bilo tudi izjemno vsem tistim, ki so bili v tej množici in verjamem, da je bo letos posledično zaradi tega, ker je bilo res fantastično, še več. Tako da to se čuti, ker to je doživetje. Rekel si, oziroma prešteli smo 2 leti nazaj 1000 ljudi v dvorani, lani več kot 2000 zunaj, koliko jih pa letos pričakujemo? To je zelo nehvaležno napovedovati, ker te lahko hitro to za besedo držim, ampak jaz bom tako rekel, glede na vse, kar se zdaj dogaja, na vse te lepe besede, ki sem jih zdaj slišal, glede na to belo kuliso, ker vemo, da bo tekma, ker vemo, da si ljudje želijo to, glede na odzive, ki so na socialnih omrežjih in pa med mojimi sodelavci na Media 24, jaz ne bom nič presenečen, če bo 10 do 20 tisoč ljudi. Govorim zvečer. V redu, smo razumeli. Ne samo, da je vedno več obiskovalcev, tudi program se kakovostno nadgrajuje. Kaj bo letos novega? Letos predno smo se odločili, kako zastaviti program, je to veselje, ki smo ga dobili, da smo ponovno del te največjih zgodb 65. pokala Vitranc, da tudi to še več in še več. In ta še več in največ smo postavili, da bo še večji oder, da bo še več zvočnih efektov, svetlobnih efektov, ki ljudje to hočejo doživeti in da bo še več dogajanja na odru. Zdaj ne bi šel čisto v podrobnosti, naj povem, da bo ta animacijska ekipa, ki izvaja na odru prav posebne apres-ski in DJ Time Back in Time gibe, letos v širši izvedbi. Vrhunec pa seveda tudi legendarna kolonija, naši prijatelji že več kot 20 let, pa če že obojemo spomine, je mislim, da prav, da povabimo tudi kakšno legendo iz tistih časov, ki da potem še čisto piko na i na celotno dogajanje. Pa še zadnje vprašanje, ta DJ Time Back in Time se očitno lani prijel, zato letos nadaljujemo, ne? Ja, torej DJ Time Back in Time je res ena taka posebna zgodba.
20 let nazaj, to sem ravno 14 dni nazaj ugotovil, da 20 let nazaj smo naredili prvo Back in Time. Takrat, ko se je naredil prvo, iskreno povedano, jaz verjamem, da nihče si ni upal povedati, da bo po 33 letih, ko smo na sceni, pa po 20 letih, ko smo prvega naredili, ta nostalgija vseh nas vedno močnejša, vedno bolj goreča, da ljudje iščejo te pristne občutke, ki so se mogoče zdaj s to moderno tehnologijo izgubili. In če smo prej slišali, da je treba pridati in doživeti to tekmo svetovnega pokala v živo, da je to čisto nekaj druga, kot pa biti doma za televizorjem, računalnikom ali pa telefonom, ker zdaj te nove generacije so zadovoljne, tudi če imamo tak majhen ekran, no, je tukaj približno čisto ista zgodba. Mi se gremo podružati, gremo se pozabavati, gremo srečati dobre prijatelje, s katerimi smo odraščali v 80-ih, 90-ih letih in DJ Time Back in Time je točno to. In ker imamo ta privilegij, hvala še enkrat smučarskemu klubu, potem hvala občini, županji in pa turizmu, da so ponovno se odločili, da skupaj sodelujemo z Back in Timeom, res je to privilegij in obenem tudi velik izziv, da postavimo še više to letvico in jaz verjamem, da bomo na koncu, kako sem že rekla, 5 do polnoči, ne tako, kot poje Tanja Žakar, ampak 5 do polnoči, da bomo vsi vpleteni rekli, polet bi bilo dobro, pa naslednje 3 leta tudi. To je vprašanje za Gregorja. Mislim, jaz lahko to pokomentiram, nek preliminarni koledar je FISA sicer pripravljen, ga je sprejel tudi predsedstvo FISE. Verjetno ste videli, kateri termini so, uradno bo to potrjeno maja na koledarski konferenci. Tako da jaz tega ne bi komentiral, da to ne bo dokončno. Mislim, da se moramo bolj skoncentrirati na tekmo, ki nas čez en mesec čaka, se pripraviti na njo, pripraviti krogo, pripraviti vse okrog, maksimalno dobro izpeljati. In če nam to uspe, verjamem, da nam uspe tudi potem zreti v prihodnost, kako naprej, ne samo v naslednje leto, tudi v naslednjih letih.